12.000 ljudi, ploska Goranu Dragiću, 7 sekund in 7 desetink pred koncem tekme. Številka 7, ki je Gorana Dragića spremljala velik del kariere, tudi v Ligi NBA, ne nazadnje v svojih najuspešnejših sezonah pri Miamiju je nosil to številko. Tako, pa potem pri Torontu in Chicagu, sedmica je tudi ena izmed teh nepozabnih števil Goranovih in vse ostale. Danes je kar nekaj košarkarjev, ki imajo pokojene številke, kot si prej omenil, Goran dobiva tudi to čast v reprezentanci. Ja, mislim, da je to eden najlepših večerov v mojem življenju, tako da končam, da končam tam, kjer sem bil najraj, to je seveda na igrišču, da sem lahko v družbi mojih prijateljev, mojih soigralcev, tudi igralcev, proti katerim sem igral in res iz srca hvala lepa vsem, ki ste prišli. Vem, oni, ki še igrate, imate naporne sezono. Je pa, ja, najbolj pomembna je pa družina, tako da rad bi se zahvalil mojemu očiju, moji mami, teti, babi, vsi, ki so mi pomagali čez ta leta, potem moja dva otroka, Matejo, Viki, rad vas imam, Marko, Ana, tako da res, in vsem slovenskim navijačem, ki ste nas podpirali vsa ta leta. Nikoli ne bom pozabil, dal sem vse od sebe, kar sem imel, zadnje na to moči, da sem igral za Slovenijo in res hvala lepa za vse in upam, da ste se imeli fajn danes večer, mogoče malo v drugačni vlogi, ampak evo, hvala lepa vsi, ki ste prišli. Goran Dragić. Danes pa tekma polna presenečenj, polna čustev, polna velikih zvezdnikov in večer, ki ga zagotovo ljubitelji košarke dolgo ne bodo pozabili. Ja, spektakel, kakršnega si Goran Dragić, velikan svetovne košarke, tudi zaslužil. Za Gorana Dragića, ki je reprezentančni dres Slovenije prvič oblekel na Evropskem prvenstvu do 18 let, aprila leta 2004, 3 mesece kasneje potem z reprezentanco do 20 let postal evropski prvak, za člansko reprezentanco je na uradni tekmi debitiral avgusta 2006 na Japonskem na tekmi proti Senegalu, potem na Evropskem prvenstvu leta 2013, ko je Slovenija na domačem turnirju tule v Ljubljani osvojila 5. mesto, bil izbran v najboljšo ekipo turnirja, no potem pa zlato leto 2017, prvenstvo, na katerem je Slovenija osvojila zlato reprezentanco. Goran Dragić je bil takrat njen kapetan, najboljši igralec turnirja, najboljši športnik leta v Sloveniji. Zadnjo reprezentančno tekmo je Dragić odigral 14. septembra 2022 v četrtfinalu Evropskega prvenstva proti Poljski. Že prej sva s Tilnom omenila njegovih rekordnih 90 uradnih tekem za Slovenijo, rekordnih 1095 točk. Zdaj pa gremo torej v obrob igrišča. Čestitke Goranu Dragiću, beseda je tvoja, Maja. Skoraj bi bila beseda moja, pa bom Goranu vseeno prepustila še nekaj trenutkov s tole dvorano, ki je na nogah. Slišite, kako vam vzklikajo? Ja, no, jaz sem zelo vesel, da smo nekaj dobrega naredili. To je tisto, kar je najbolj pomembno, da vrnemo okolju, kjer sem odraščal, da bo naše punce, fanti, da bomo imeli dobre pogoje in da bomo videli naslednje mlade
športnike, ki nas bodo delali ponosni. Pojdite zdaj na sredino igrišča, pa se vrnite. Gremo še kasneje. Ok, bomo še. Navijači nimajo dovolj. Hvala lepa, da ste prišli. No, upam, da ste bili zadovoljni. I do have to thank everybody for coming out. I know most of you guys came from far, from the United States, from Europe, from Serbia, from Slovenia. And thank you. I wish you all the best, a lot of health, and hope to see you down the road. So, hvala. Hvala, kapitan. Zavedno v našem spominu, ne samo zaradi njegovih košarkarskih sposobnosti. Hvala torej iz ust Gorana Dragića vsem, ki so prišli, tudi vsem, ki so prišli odaleč iz Združenih držav Amerike, iz cele Evrope, iz Srbije. Vsem je zaželel veliko dobrega, veliko zdravja in zagotovo se bomo še kje kdaj srečali. Ajde še ena skupinska fotka, one group photo, one last time. Everybody come on, let's make another group photo. Še ena skupinska slika na sredini igrišča z vsemi sodelujočimi. Še ena košarka, ki seveda ne bodo pobegnili. Ajde skupinska fotka. Še ena fotka, bomo šlo. Če gremo še eno sliko. Na sredino igrišča. Ena skupinska fotografija. Everybody one group photo, the last one. Kje se postavimo? One last group photo. Tu je. Ok? Zmajčite seveda. Zmajte se. Ok, ajde fotka. Everybody happy faces. Okay, and one more happy photo. Put your hands up. 3, 2, 1, hands up! Solzami v očeh se poslavlja 45. izbor na naboru Lige NBA leta 2008. Takrat ga je izbral San Antonio, pa hitro zamenjal v Phoenix. Tam je tudi debitiral v najmočnejši ligi na svetu. Prvi zasijal v svoji drugi sezoni proti Utahu, dosegel 32 točk in presegel tedajni slovenski strelski rekord, ki ga je držal Beno Udrih. V Ligi NBA je potem Goran Dragić igral še za Houston, Miami, Toronto, Brooklyn, Chicago in nazadnje za Milwaukee. Kot smo nekajkrat že povedali, največji pečat je pustil v Miamiju. 6 sezon je bil tam, igral finale Lige NBA leta 2020. V tem obdobju bil tudi udeleženec tekme vseh zvezd leta 2018. Že prej je Tilen omenil, da je leta 2014 postal igralec, ki je najbolj napredoval v sezoni v Ligi NBA in bil uvrščen v tretjo ekipo lige. Tule še pogovor z majčicami, preden bo Goran Dragić še zadnjič danes, torej pri Maji Hrvatin, in na ta način bomo potem tudi sklenili naše druženje v Stožicah. Hvala, ker ste bili z nami, spoštovani gledalke in gledalci. Goran Dragić, zdaj pa globoko vdihnite in izdihnite. Končno je konec. Koliko vsega ste vložili v te zadnje mesece? Pa zelo veliko dela, ampak tisto, kar je najbolj pomemben, dobrodelnost. Tako da ta tekma je bila v malo drugačni vlogi, ampak zelo sem vesel. Vsi te igralci, prijatelji, ki so prišli, moji bivši trenerji, res sem počaščen, da sem lahko del te zgodbe. Naredili smo nekaj dobrega, 100% gre v dobrodelne namene, tako da
Jaz sem Gogi Skoses, odrastel sem v Ljubljani, v Sloveniji, rad prijem domov, upam tudi, da sem kdaj vrnil, da bom živel tukaj in če le lahko nekako pomagam, mislim, da smo. Zdaj vam bom nekajkrat rekla hvala. Najprej hvala, ker ste si nas izbrali, da smo vas lahko pospremili v pokoj in hvala, da smo vas lahko od blizu spremljali 20 izjemnih let. Kakšna kariera je to bila? Čudovita. Jaz sem res zadovoljen s svojo kariero. Res se ne moram nič očitati, kajti dal sem res 100% od sebe in to je tisto, kar je najbolj važno. Potem hvala v mojem imenu in v imenu mojih novinarskih kolegov, da ste si vedno vzeli čas za novinarska vprašanja. Razumeli ste, da je to del posla, nikoli nas niste odslovili. Ja, tudi vi ste del te zgodbe, tako da mislim, da vsi športniki brez medijev ne gre, kajti vi poročate o naših uspehih, ko smo čez lužo v drugih državah in definitivno je to nekaj, kar zelo cenim, kajti ste nas spremljali čez celotno kariero, lepo pisali in to je tisto, kar me, ne vem, vsi ljudje, cela Slovenija, ki je bila povezana z mano, to čutim, tako da hvala lepa za vse. Potem hvala v imenu vseh slovenskih navijačev, v imenu slovenskega naroda, ker ste pokazali, da če imamo pravega kapetana, znamo prekleto dobro stopiti skupaj. Hvala. In še zadnja hvala v imenu vaših 2 otrok, da ste bili skozi celotno kariero, če je bilo še to tako težko, odličen oče. Mislim, trudim se, zdaj ne bom lagal, da je bilo lahko. Mislim, služba je bila taka, da sem bil profesionalni košarkaš. Veliko časa sem preživel od doma na letalu, tako da dosti časa sem zamudil z mojimi 2 prelepimi otrokoma. Zdaj pa je čas, da sem z njimi, da uživam, da jim pomagam, da sem oče in ja, to je tisto, kar se zelo veselim naprej v življenju. Kje so solze in kje so robčki? Vse so bile solzice, enih par je bilo, ampak sem se kar malo zaustavil, rekel sem, vesel sem, izpopolnjen, tako da mislim, brez besed sem sploh, kaj smo naredili z ekipo, kdo je vse prišel, mislim, da pridajo iz Amerike, pa potem Luka, pa Jokić, pa Dirk, mislim, to so igralci, ki so že zdaj pustili največji pečat v svetovni košarki in ga še bojo, tako da oni so še večji, oni so največji in ne vem, zelo sem vesel, da jih lahko rečem, da so moji prijatelji. In kaj boste počeli jutri? Po mojem bo spal do kakšnih 3-5 popoldne, tako da ja. Dobro se spočite in ne zbežite predaleč od slovenske košarke, potrebuje vas. Hvala lepa, hvala, čau. Toliko iz stoženskega parketa. Jaz se bom poslovila z besedami Gorana Dragića, ki so meni ostale najbolj v spominu skozi celotno njegovo kariero. V prevodu gredo nekako takole: dvignite glave in igrajte, ne glede na to, kako težko je lahko noč, dragi gledalci in gledalke.